prvič so prišle v stik, ko sem bolj na začetku kariere, še v prejšnjem uredništvu, smo objavili novico o Toyoti Prius. In pod to novico si napisal, da ne, to ni naša prva Toyota Prius, ampak zato, ker imaš ti že Toyota Prius. To je moral biti koliko, 2004, 2005, kaj tazga. Ja, dejstvo je, da jaz sem v delu enkrat videl eno majhno fotografico, da je Toyota naredila avto v stilu, kot sem že skozi govoril, da bi avto moral biti. Zakaj avto meče litre benzina skozi okno, ko miruje ali pa ko gre v dolino, ker sploh ne bi rabil, da motor deluje. In sem rekel, evo, to je zdaj to. No in sem šel na Toyoto, da bom to naročil in so me poslali na Hondo. Niso niti vedeli, da obstaja, resno, v Ljubljani. No, potem sem šel v Italijo, da bi ga preko Italijo kupili. So rekli, ne, to v Evropi ne bo nikdar dovoljeno, ker se ne da izmeriti izpušnih plinov, ker gre z mesta na elektriko. Tako da sem bil pol prisiljen, da sem to vozil direktno iz Japonske, no, pol sem se pa, ne vem koliko, 7 mesecev vozil enkrat na teden na LPP v Ljubljano, da so mi dali to preizkušnjo. Pol je pa enkrat teden znoril in je rekel, to je bodočnost in tu, če grem z upor, jaz podpišem, potem sem dobil homologacijo A in sem se začel s tem Priusom legalno voziti. To je bila prva ali druga generacija? To je bila prva generacija, mislim, da je bilo 98. Okay, wow. Tako, no in od takrat naprej sem bil seveda promotor Toyote, in vse, kar je prišlo v Slovenijo od prvega, potem mislim, Priusa je dobil minister za okolje Podobnik, ki je bil takrat. Ja. In se ga seveda najprej jaz vozil, pol je bil prvih 25 pluginov je prišlo v Evropo, sem jaz tega dobil, vse sem testiral, tako da jaz nisem nikdar svojega avta imel, ker so mi vedno od Toyote ali pa od Lexusa dali avto za testirati. In seveda, pol sem spoznal se tudi z filozofijo proizvodnje organizacije podjetja od Toyote, Six Sigma, 20 ključev, Kanban in to. In jaz sem imel prvo podjetje, letalsko, ki je bilo organizirano kot avtomobilsko podjetje. Vse, kar je bilo nujno, smo imeli doma, to se pravi razvoj, da smo nadzirali, končno montažo, da smo vedeli, da je produkt dober, testiranje in prodajno mrežo. Vse, kar je pa bilo sestavnih delov in tako naprej, smo pa outsourcali. To je bila filozofija Toyote. In takrat je Toyota dejansko toliko znižala prodajne stroške s to logiko, da smo tudi mi bili uspešni, čeprav smo bili majhni, mi smo imeli največjo dodano vrednost v tej mali industriji in zaradi tega smo lahko tudi s tem denarjem financirali toliko razvoja. Tako da sem bil s Toyoto zelo povezan, tudi oni so zame vedeli, tudi če ste pogledali, takrat so bili ti članki po celem svetu, recimo, so tudi oni rekli, aha, z našo filozofijo se tudi letala delajo in tako naprej. Tako da smo bili kar povezani s Toyoto dolga leta. No, jaz sem se že takrat zapomnil, ok, mi da bova še debatirala, jaz se pravi, imamo opravka z človekom, ki gleda, ki živi v prihodnosti, tudi s takim, ki je tudi entuzijast. Jaz sem bil prepričan, da si tehnik. Ne, jaz sem ekonomist, zaradi tega sem imel tudi to srečo, da sem lahko se tako prodajal, da nisem propadel. Jaz poznam ogromno zelo dobrih tehnikov, inovatorjev, ki so umrli revni, ker niso znali svoje, bom rekel, inovacije, promocije prodati. Mene je ekonomija naučila, da moram najprej najti trg in šele potem videti, kaj na trgu manjka in izumiti ali pa narediti nekaj, kar manjka. Ne pa na zalogo in potem iskati trg. To je največja napaka. Ok. Če greva zdaj, kakšen trg na področju mobilnosti pa seveda zdaj, oziroma kaj manjka tej naši mobilnosti današnjega časa, oziroma kako bo to izgledalo, kako bo mobilnost izgledala v prihodnjih letih? Kaj manjka? Ja, predvsem manjka razmišljanje o mobilnosti in ne o cestnih avtomobilih, zračnih, letalih, vodnih in tako naprej. Mobilnost bo postala enovita, prepletena, ker namreč zakaj? Avtomobilska industrija je prignala ali pa pripeljala proizvodnjo zelo blizu nivojev tehničnem in varnostnem
kot so v letalih standardi. Kaj je primer? Ja, vse do najmanjše, bom rekel... Sama procedura, ali kaj? Sama procedura, pa tudi sistem nadzora kakovosti. Veste, danes, če ste vi dobavitelj avtomobilske industrije, ne vem, delate nek vijak ali pa neko vzmet, če dobijo enega na 5 milijonov ali pa 2, vas dajo ven iz prodajne verige. Ne? Torej, avtomobilska industrija je pripeljala kvaliteto izredno visoko. Blizu letalskim standardom. Letala pa morajo zato, da bojo, bom rekel, še vedno ekonomsko upravičena, znižati stroške. In jaz sem prepričan, da ne bo dolgo trajalo, da se bosta ti dve industriji tako zbližali, da ne bomo že težko govorili, ali je to avtomobilska industrija ali je letalska industrija, ker letala bojo počasi izgubila krila, imela bojo vedno več motorjev, rotorjev in tako naprej, poletala bodo vedno iz krajših prostorov, ne bodo več potrebovala uničevati najboljše zemlje za velike terminale in tako naprej, prišla bodo bliže potniku. Avtomobil bo pa dobil zaradi tega eno novo dimenzijo, da bo lahko svojo tehnologijo približal temu, da ne bo več primoran čakati v mestih, v zastojih, na mostove in tako naprej, ker se bo dvignil zrak. Ne? To se pravi, letalo bo vedno bliže letečemu avtu, avto bo tudi vedno bliže letečemu avtu. In to se bo zlasti v velikih mestih zgodilo, oziroma tehnika že to omogoča. Uber je svojim Uber Elevatom to že najavil, takrat smo mi tudi bili izbrani kot eni od razvojniki tega. Ampak što si v tem, da kar je največji problem, je človeška zmogljivost tak ekosistem obvladati. Namreč človek ima eno glavo, 2 oči, 1 usta, 2 roki s po 5 prsti in 2 okončini. In lahko upravlja napravo do ene določene kompleksnosti. Ko pa pridemo mi do problema ali pa do potrebe, da tak leteč avto upravlja, ne vem, ali pa potrebuje, ne vem, 8-10 različnih rotorjev, da nima več povezave z zemljo, ampak se je treba povezovati z drugimi, bom rekel, deležniki v prometu, potem seveda človeški možgani in človeške okončine in tako naprej niso več dovolj, da bi lahko to upravljali. Premalo rama. Ja, premalo rama, ampak tudi dejansko premalo teh gibalnih sposobnosti. In zaradi tega je treba iti seveda na avtonomnost, da letalo ali pa, dajmo reči, letalnik ali kakorkoli temu, se upravlja sam vidi, kje so drugi, se sam odloči za pot do cilja in zaradi tega je seveda človeško telo, bom rekel, za upravljanje nepotrebno. Namesto enega pilota in 4 potniki v avtomobilu je lahko 5 potnikov, ampak problem, zakaj tega še ni uradno, je zaradi tega, ker je tak sistem povezljiv preko interneta. Se pravi, internet je ozko grlo? Ni ozko grlo. Varnostna grožnja je. Ker če je vse to povezano, z enim, ne vem, s kakšnim varnim sistemom, tisti, ki ga je naredil, še vedno ve, kako se ga da usposobiti. In danes, veste, obstajajo posamezniki, ki lahko kupijo cele kontinente, ne samo nekoga, da bo povedal, zlasti teroristi, bom rekel, in tega se letalske oblasti bojijo. A veste, če bi imeli mi, ne vem, nad nekim Londonom 3, 4, 5 tisoč takih letečih taksijev in da nekdo udre v sistem in da naenkrat pade to dol po 3, 4, 5 potniki na krov, je s industrijo konc. In seveda, da ne govorimo o žrtvah in tako naprej. In zato so oblasti izredno previdne, preden bojo to dovolile uporabo
v urbanih področjih, nad naseljenimi področji in tako naprej. Jaz sem zelo hitro to ugotovil in zato smo mi iz letečega avta šli razvoj v novo, to je kargo, ne, to se pravi za prevoz tovora, kjer je pa lažje, bom rekel, prideti do uporabnosti, ker imate, ne vem, cele prostranosti na severu ali pa Antarktika ali pa v puščavah, kjer nimate spodaj infrastrukture in lahko prevažate tovore. Recimo, Pa se je tudi smiselno, je bilo to, ne? ja, ne, in zakaj? Tudi polno izkušenj se bo dobilo, zato da se lahko gre potem tudi na potniški promet. Če pogledate samo eno Indonezijo, ima 15.000 otokov, na katerih živi manj kot 50 ljudi. In če hočete, ne vem, pralni stroj kupiti, nimate niti letalskega prevoza, nimate niti trajekta, nič. S svojim čolničkom morate to iti, ne. Tukaj, to je, ker pa to seveda je, ne potrebuje steze, ne, gre kot helikopter. In takih, bom rekel, možnosti uporabe je ogromno, zato smo šli v ta razvoj. Zdaj končno zastopam situacijo točno zato, ker prej sem mi samo v mislih, jaz si pa takšne prihodnosti ne želim, da bi mi skozi brnili droni vse posod okrog, ne? Ja, je pa res nekaj, ne. Zato, da vas to ne bo motilo, mora biti to na električni pogon. No, ampak Zakaj? tudi rotorji vseeno ropotajo. Pa tudi rotorji ropotajo, ampak manj, ne. Dejstvo je, da največja prednost električnega pogona ni tisto, kar si mi mislimo, zdaj je bolj poceni, ne vem kaj in tako naprej. Prednosti električnega pogona so v hrupu, v segrevanju atmosfere, v prašnih delcih, to se pravi v čistosti atmosfere, v upravljivosti, ker električni pogon lahko upravljate tako, kot hočete. A veste, če greste danes na Kitajsko pogledati, ne, ker so šli zavestno v elektrifikacijo, ne, mal pod prisilo, v te velikih mestih vi ne vidite več smoga, vi po noči vidite zvezde. Mislite, da če ste bil prej na Kitajskem, mislite, da avto ni na cesti, ker je tišina, se sliši samo gume. To so tako velike prednosti, da seveda se jih ne da, bom rekel, preslišati ali pa neresno vzeti tudi v zraku. Če gremo mi v zrak s 3000 helikopterji, jaz vam povem, na tleh se ne bo nobeden pogovarjal. Če gremo pa z električnimi pogoni, pa če letalnika ne vidite, ga praktično ne slišite, ne veste, da je v zraku. In to so tiste prednosti električnega pogona, ki so sploh začele pogojevati razmišljanje o električnih taksijih, ne. Pustimo to, da so problemi s certifikacijo in tako naprej. Veste, nam so v Italiji, ko smo mi začeli leteti z električnimi pogoni, se je župan najavil v Gorici, kjer imamo tovarno, ne. In je prišel, je rekel, Ivo, veste, mi tukaj smo pričakovali, da bodo delovna mesta, pa da se bo dogajalo, pa tako naprej. Zdaj pa pravijo, da ni nič. Sem rekel, kako ni nič? Ja, rekel, svoje čase neki ste leteli, zdaj pa ni več nič. Sem rekel, ko se, polete, 4 aeroplani, 5 so v luftu. A ja, je rekel, ama se jih ne sliši. Sem rekel, seveda so električni. Ljudje mislijo, da tukaj se nič ne dogaja. To je razlika, veste, ne, ker imamo eno drugačno percepcijo v zraku. Tako da električni pogon ima strašne prednosti, zlasti na hrupu in na onesnaževanju atmosfere. Mimo glede, rekla sva, da so vatikala, ne? Ja. Da ne bo čudno izpadlo, ne? Ok, se pravi, elektrika, strinjam se, definitivno. Zdaj, mimo glede, vodik, tukaj tudi kakšen projekt, se pravi, vodik je samo tisti, ki bo delal elektriko, ne? Tako, jaz bom rekel, pogon v letalstvu na akumulatorje ima seveda omejitve. Mi smo naredili letalo, tudi smo ga certificirali, vendar ima določene omejitve pri uporabi, zaradi tega, ker je čas letenja ali pa dolet je kratek, ker so baterije težke. Lahko se uporablja za šolanje ali pa ne vem, tudi recimo za kakšno komercialno letenje nad narodnimi parki, da ne motite živali. Če pa hočete leteti na daljše razdalje, pa baterija, hranjenje baterije ni rešitev. Vi morate potrebno energijo
proizvajati med letom. In to pa je vodik. Vodikove gorivne celice so rešitev za letalstvo. Samo za letalstvo ali tudi za kaj drugega? Torej, seveda za celoten promet, za... Jaz sem, bom rekel, bolj skeptičen do uporabe vodika v dvodimenzionalni mobilnosti, to se pravi na tleh, kot pa v trodimenzionalni. Zakaj? Zaradi tega, ker vodik shraniti in ga peljati s seboj in v vodikovih gorivnih celicah proizvajati potrebno elektriko, s tem, da imamo vodik s seboj in kisik vzamemo zraka, lahko dosežemo razdalje, ki so velike, 10, bom rekel, ali pa tako bom rekel, od nekaj 100 km do lahko 1000 km za ta regionalni transport, 19-sedežno, 50-sedežno letalo, že danes tehnologija praktično to omogoča. Ja, bo treba certifikacijo in tako naprej. Ampak govoriva o gorivnih celicah, ne v tistih vodik, pa klasični motori, ne? Ne, seveda, o vodikovi gorivni celici, ne, bom rekel, motor z notranjim izgorevanjem, v katerega dajemo vodik, ne. Govorim o vodikovih gorivnih celicah. Te imajo to prednost, da če jim dovajamo vodik in kisik, vodik peljemo sabo, kisik imamo zrak, proizvajamo elektriko in edina, bom rekel, emisija je čista voda. Tako je. To vodo potem kar v zrak damo? To lahko damo kar v zrak, ker je enostavno enaka vlaga kot od oblaka. In zakaj pravim, da ima večjo možnost uporabe letalo kot pa avto? Vi veste, da je vodik zelo težko skladiščiti. Vodik pri 4% mešance z zrakom avtomatsko eksplodira. Ne rabite niti vžigalice. Zaradi tega je skladiščenje seveda zahtevno. Na letališču imate dovolj prostora, kjerkoli imeti, bom rekel, prostor za polnjenje, ki je varen, in potem lahko ves dan letite na vodik, ne rabite več tako polniti kot baterijo na neki 10 minut ali pa uro in tako naprej. Pri avtomobilu zamenjati obstoječo infrastrukturo, električno in pa bencinsko z vodikovo, da bi imeli, tako bom rekel, na par kilometrov vodikove polnilne postaje, kot jih imamo za elektriko, ni smiselno in tudi preveč nevarno je. Sam sem cilju predvsem recimo na dvodimenzionalnost, ampak v smislu kakšen tovorni promet po vodi, recimo, ne? Torej, vodik se že zelo dobro uporablja tudi v dvodimenzionalni mobilnosti, recimo v mestnih avtobusih, posod tam, kjer je, bom rekel, onesnaženje zelo velik problem. In kjer je, bom rekel, čas uporabe tega vozila pomemben. Ker če imate vi veliko baterijo, kot je recimo potrebna za avtobus in tako naprej, se mora polniti par ur. Zdaj so ti časi vedno krajši in tako naprej. Ampak gledajte, vodik vi v par minutah ne polnite in se vozite en dan ali pa dva. In to je tista prednost. Plus tega ne onesnažuje, ne segreva ozračja, ni prašnih delcev in tako naprej. Za mesta je idealno. Ampak za avtobuse, ne za vse avte. Leteči avtomobil je tista ta prava stvar, ki jo moramo biti pozorni in se bo zgodila. Se pravi, sva rekla, bolj za tovorni promet na odmaknenih zadevah. Kaj še, recimo? Se pravi, v vsakem primeru govorijo multimodalnost, ne? Tako. Ampak še kakšen tak primer? No, lejte, malo sem prej že nakazal. Mi imamo vsak dan večjo težavo zagotavljati prehrano za prebivalstvo zemlje, ki se širi. Hrano največ in najbolj enostavno proizvajamo na velikih prostranih nivah, ravnih in tako naprej. Ravno to so najboljši primeri za letališča, za letalske terminale in za steze. Torej imamo tukaj konflikt, ali bomo šli naprej v to nesmiselno letalstvo, kot je sedaj, ki potrebuje izredno dolge poletne steze, ali bomo šli v proizvodnjo hrane.
Ali pa tretja varianta, kar je seveda možna danes, z električnimi pogoni na drugačen način, z več rotorji, z letali, ki imajo drugačne vzgonske količnike, ki lahko poletajo in pristajajo na zelo kratkih razdaljah, recimo nekaj 10 ali pa 100 ali pa celo vertikalno, in pridejo zaradi tega lahko bistveno bližje končnemu uporabniku. Ker gledajte, danes, če mal karikiram, in če je povsod drugje kupec kralj, ne, v letalstvu ni, čeprav jaz plačam letalsko karto in bi zahteval, da letališče pride k meni, ne, jaz moram iti na letališče. Tukaj, s to filozofijo, ki smo jo začeli z električnim letalstvom, je pa drugače. Električno letalo lahko zaradi hrupa in zaradi drugačne oblike letala lahko pride zelo blizu svojemu kupcu oziroma uporabniku. In če tako letalo namesto, ne vem, 20-30 km daleč leti, lahko leti 800 km recimo, vi pokrivate že skoraj večji del Evrope, ne? In greste lahko iz vsakega nogometnega igrišča nekje v zgornji Kungoti ali ne vem kje, ne? Greste, če imate tam, bom rekel, dovolj mase okrog, ki bi napolnila ta avtobus, recimo, ker je manjši, recimo 19-20 sedežne, in greste direktno nekam lahko, ne vem, kamorkoli, na jug Italije ali pa, ne vem, na Poljsko in tako naprej. In tam greste spet na en vrtuh praktično od nekoga. In to je tisto, kar bo spremenilo razmišljanje o uporabi letalstva in razmišljanje o konceptu same mobilnosti, ker se bo letalo zelo približalo uporabi avtomobila. Ne bojo to leteči avti, ampak bo to letalstvo, jaz bom rekel temu, javni prevoz, na drugačen način. Ok, se pravi, kot vlagatelj zdaj morate vložiti v podjetje, ki bo dejansko naredilo, ne vem, tako, mobilne heliporte, ali kako je s tem? Ja, ali pa neke take domače heliporte. Dejstvo je, da danes tehnologija omogoča pregled potnikov, tovora in tako naprej, na način, da vi ne potrebujete več niti, ne vem, stevardese ali pa, bom rekel, na terminalu nekoga, ki vas pregleda, vas da na letalo in tako naprej. Ampak, ko greste pač mimo senzorjev, vas poslikajo, vidijo, da imate plačano karto, vidijo, da nimate nič pri sebi in se usedete. In že zaradi tega ne bomo potrebovali več terminalov. Ker ko bo prišlo to letalo, ne bo več samo letalo, ampak bo istočasno tudi opravljalo delo terminala. Se pravi, da bomo imeli... Seveda, vi ne boste rabo več letališča. Seveda, vi boste imeli varnostno in vse druge kontrole ob vstopu na letalo. In vse to bo pocenilo vaše potovanje in ga naredilo tudi, bom rekel, krajšega, ker ne bo več čakanja in tako naprej. A veste, danes, če hočete, vi se peljete v München in da ste, ne vem, iz Nove Gorice, za vsak slučaj, ker ne veste, čez razdrto, kakšna bo cesta in tako naprej, morate 3 ure prej, da ste na Brniku, pol je treba še tam malo 2 ure čakati, pa vse kontrole pa tako naprej, in pol se počasi peljete, ne vem, 50 minut za to, da prijeste in na drugi strani spet isto. Zdaj boste šel pa iz Gorice dejansko, direktno lahko v München in to bo pocenilo in skrajšalo potovanje neverjetno. Sam spet moramo tudi v glavah malo spremeniti. Evo, jaz podpišem to. Ja, marsikaj še mi podpiše. Sej tehnologija to omogoča. Problem je seveda tista varnost, ker veste, če se danes zgodi letalska nesreča, kaj najprej pogledajo policaji? Če je bil voznik vinjen, ne? Prav? Ja. Če se zgodi letalska nesreča, kaj najprej pogledajo, če je motor odpovedal?
Aha. A veste, ne? Ja, to je pa res. To je problem zaradi tega, ker letenje človeku ni naravno dano. Zato se ga bojimo in zato mora biti tehnologija 100-krat varna, čeprav je pol pilot, ki dela neumnosti in je za 90% nesreč kriv pilot. Ne? Jutri seveda ga ne bo in bo to drugače. Ampak hočem vam reči, mi se zdaj ukvarjamo s takimi blaznimi varnostnimi standardi, ki morda tudi niso potrebni. Ne? In ko bomo, bom rekel, varnostne standarde prilagodili temu, da so prilagojeni, bom rekel, tehničnemu upravljanju letala tudi brez človeka, potem bo ta razvoj šel v naslednjo fazo. Ker sedaj se vse, bom rekel, fokusira na pilota. Pilot ima, bom rekel, najvišjo možno varnost po kriterijih v letalstvu. Čeprav je avtopilot že sedaj bistveno bolj sposoben uporabljati letalo kot pa človek. Ampak ljudje še vedno zaupamo bolj človeku kot pa stroju. In se vedno, ne? Čeprav veste, danes se letala že več ali manj upravljajo, bom rekel, mimo pilota, bom tako rekel, ne? Da ne bo kakšni ljudje se zdaj ustrašili iti na letalo. Posebno v zahtevnih vremenskih pogojih pilot že tudi ne sme se dotakniti komand, ker avtopilot varneje pripelje letalo na tla. In tudi danes piloti so bolj, bom rekel, nadzorniki sistema v zlatih potniških letalih, kot pa dejansko peljejo. Sej ne vem, če poznate ta vic, ampak ni daleč od resnice. Ko se pelje letalo, prihaja iz Münchna na Brnik in se oglasi pilot in reče: spoštovane potnice, spoštovani potniki, čez 3 minute bomo pristali na letališču na Brnik. Vreme smo imeli lepo, upam, da ste uživali v letu, Ljubljana je krasna, upam, da si jo boste lahko tudi ogledali, zunaj je prijetnih 18 stopinj, sončno in tako naprej. In sedaj vsi tisti, ki sedite na desni strani, če pogledate ven, si lahko pomahamo, ker danes delamo doma. Ampak ni daleč od tega, veste, to je dejstvo, da danes pilot je v kabini več ali manj varovalka, ne. A bomo tako varovalko potrebovali tudi, oziroma zdaj govorimo o robotaksiji, govorimo o avtonomnih avtomobilih, še vedno vidimo, da delajo vse te današnje tehnologije zelo velike napake in zato je ta varovalka za volanom zelo, zelo smiselna. Koliko daleč smo? Koliko časa bomo še potrebovali tako varovalko? Veste, danes narediti avtonomijo na dvodimenzionalni mobilnosti je bistveno težje, kot pa na tridimenzionalni. Ker v zraku so vse stvari toliko bolj na dolgi rok predvidljive v primerjavi z avtomobilom, da ni nobene, je težko sploh primerjavo delati. A veste, če prijete vi izza vogala, da vam en otrok skoči, bom rekel, narediti sistem, ki je varen, da ugotovi, ali je prišel otrok, ali je prišla, ne vem, žival, ali je samo odletela žoga, ali pa je nekdo pločevinko vrgel, to je stališča softvera in predvidenja izredno težko. V letalu, vi vidite, ne vem, kilometre nadaleč zaznajo senzori, ali se vam nekdo približuje, ali se ne približuje in tako naprej. Tudi ko bomo to združili, da bo nad mestom, da bo več teh letečih zadev, imamo še vedno tretjo dimenzijo, veste, tukaj na cesti mi imamo križišče in če dva avta ne gresta mimo, se zaletita. V letalstvu imamo možnosti nižje, više, je teh možnosti bistveno manj. In zaradi tega je bistveno lažje narediti avtonomnost v tretji dimenziji, v letalstvu, kot pa na cesti. In sem prepričan, da bomo bistveno več časa potrebovali v avtomobilu to varovalko, kot pa v letalu. Ok, razumem, se strinjam.
Ja, veliko smisla tukaj, tako no, je. točno. Okay, ampak vprašal sem pa tudi to, ker mi si pa še vedno tudi zelo želimo voziti, oziroma verjamem, da tudi si želite Pilotirati? leteti, ne, pilotirati. A bojo to zdaj tako neke motnje? Vozniki, ki bomo radi, oziroma piloti, ki bomo radi v bistvu sami vozili za te avtomate? Veste, pri vsaki stvari je tako, da je razvita in narejena za en določen namen. Če boste vi potreboval se voziti vsak dan iz Ljubljane na Brnik, Ja. v službo ali pa ne vem, na letališče, ali pa iz Postojne v Ljubljano, potem bo verjetno za vas pomembno to, da pridete varno, čim prej, in da lahko med to vožnjo, ne vem, berete časopis, telefonirate in tako naprej. Ampak Drugo je pa, če boste šli v nedeljo, Tako. nekam z avtom, To je ne, tisto, kar me in zanima. boste rad užival. Verjetno pol boste imel sigurno možnost in se boste odločil za avto, ki omogoča sploh pilotiranje oziroma vožnjo, ne? Ker uni avto, ki vas bo peljal do Postojne, verjetno ne bo imel več komand, ne? Ker ne bodo To ja, potrebne. samo jaz sprašujem, a bom jaz s tem preveč nepredvidljiva grožnja za letalo, ki ne bo imel več komand? Torej, jaz mislim, da bo človek vedno večja grožnja avtonomni mobilnosti, Zagotovo. ker se bo začel tretirati kot tako imenovani nekooperativni udeleženec v prometu. V letalstvu imamo ta izraz, ne? Če recimo imamo mi en terminal ali pa ne vem, območje letališča, ko imajo vsa letala, seveda vse radarje, imajo transpondere in tako naprej in seveda ni možnosti praktično, da bi naredile napako, pol pa pride en motorni zmaj ali karkoli, ali pa en dron ali karkoli noter, ki pa ne komunicira in ni kooperativen, pravimo. Ne? Ja. In če se boste seveda vi obnašal kot, bom rekel, v enem sistemu, ki je zelo definiran, kot nekooperativen udeleženec v prometu, prvo verjetno bo sledila kazen, ne, ker to se bo videlo, ker jutri, že danes se točno ve, kdo kaj dela in kaj ne dela. Dokler ste vi obnašal normalno, je v redu. Ko boste pa rekel, lej, koliko so vsi čudni, vsi vozijo po levi, ne, pa, čeprav boste vi vozil po levi, bolj pa to drugače. Ne. Tako da, to so stvari, ki se bodo spremenile. Ne. Mislim, da bojo pa tudi že sama plovila, avtomobili ali kakoli bomo imenovali, v bodoče imeli svoje varovalke, da vam ne bodo dovolili vsega. Ker če pogledate danes, recimo drončke ta male, ki kupite za $30, vi enostavno, ko pridete na območje Brnika, ne morete več poleteti z njim. In avto bo enostavno podobno se obnašal, da ne boste, ne vem, mogli iti na levo stran ceste, tudi če bi hotel, da ne boste mogli, ne vem, se voziti hitreje od 60, če je omejitev 60, to nas čaka, to je dejstvo. In zaradi tega bomo več ali manj počasi vsi kooperativen udeleženec v prometu, ker drugače ne bo šlo, ne. Zlasti v ta velikih mestih in tako naprej. No, tukaj sem pa že malo tako zadržan. Ker se mi zdi vseeno, da Vi boste lahko pritisnili na plin, ampak ne bo se zgodilo. ne bo pomagalo, ne. Ja, no, če bo rabo dirkališče. Nekaj takega bomo. Ja, mislim, ko bomo govorili o samo eni mobilnosti, to, o čemer govorim jaz, se bo to sigurno zgodilo. Ok, če gremo zdaj mogoče malo za filozofirati. Kakšen vpliv bo to vse skupaj imelo na samo družbo? Namreč zdaj se dogaja, da vsa ta moderna tehnologija, se pravi, je dostopna enemu sloju, drugemu pa ne. Zdaj, kot filantrop, dejansko in v imenu ljudstva se lahko tudi zahvalim zdaj za vse to delo, ko vračate nazaj družbi, ampak vseeno se mi zdi, kako v bistvu zagotoviti, da bo vse te moderne tehnologije deležna, tako, da bomo vsi deležni te tehnologije. Kaj je treba narediti, da ne bo to samo za izbrance? Jaz mislim, da je nažalost in se bojim, da je to ravno obratno.
da to tehnologijo bomo vsi deležni, ker bo tako masovna, da bo zastojna in pa uporabna ali pa predpisana, in da če se boste hoteli vi obnašati kot drugačen, bo to drago. A veste, električna, bom rekel, mobilnost bo zaradi svojih tudi tehnoloških prednostih vsak dan bolj dostopna, ker ima manj gibljivih delov, ker se izpolnjuje in tako naprej. In če je bil električni avto še do nedavnega 4-5 dražji od avta z motorjem notranje izgorevanje, bo jutri tako, da bo izredno poceni, da bo vsakemu dosegljiv, imel bo tudi seveda velik doseg in tako naprej, ampak če si boste vi hoteli kupiti dizla, ga boste lahko kupili, ampak vas bo stal, ne vem, 200, 300, 400 tisoč evrov, ker jih bo izdelovali sam še v butičnih serijah. Enako kot, če hočete danes, ne vem, imeti digitalen nosilec zvoka, ali pa če hočete imeti gramofon še na te stare plošče in tako naprej, ki seveda se ga da kupiti, ampak stane. Enako je pri kmetijstvu. Veste, in to, kar meni očitajo, ja, zdaj boš pa, ne vem, ljudem usiljeval umetno hrano, ne vem kaj iz laboratorija. Ne, to bo postala potreba, ker ta hrana ni umetna, je lih tako pridelana kot na živali, ampak je v laboratoriju, ampak ko bo vsi ti stroški zaradi masovne proizvodnje padli, bo ta hrana dosegljiva vsem. Tisti, ki bo pa hotel seveda imeti zrezek, ki je zrastel na kravi, in tista krava ima vsak dan manj kvadratnih metrov možnosti, da pridelave krme za njo, bo pač dražje. Že danes je ekološko pridelano sadje je dražje kot pa ne. Tako da, lih obratno bo to, kar vi pravite. Ne? Dejansko tehnologija bo zastojn. Danes je že vsak telefon, poglejte, je zastojn. Tako tehnologijo, kot imate vi danes v telefonu, pred 30 leti telefon bi stal 2 milijona. Veste, vse, ne? Masa bo to naredila. Če boste pa hoteli biti drugačeni, če boste hoteli nekaj imeti, bo to možno, ampak to bo za tiste, ki imajo denar. Nažalost bo to obratno. Sam nismo še tam. Nismo še tam, ampak trend pa gre tja, verjemte mi. A veste, tudi vsa umetna inteligenca in tako naprej, to kar se zdaj dogaja, ne, enako bi lahko rekli, ja, tisti, ki bo imel denar, bo imel dostop do ChatGPT-ja in bo lahko v vsakem trenutku si nekaj prevedel in tako naprej, lahko bo pokazal fotografijo in vprašal, kdo je gor in tako naprej. Ne, to bo vsakemu dosegljivo, ker bo zastojn. Če boš pa hotel ti, ne vem, ustvariti neko risbo dejansko s čopičem in tako naprej, bo pa drago. Unitijo bo pa naredil sam v par sekundah. To se strinjam. Tehnologija bo pocenila stvari. Jaz mislim, da se ne strinjajo čisto vsi teli vlagatelji oziroma tudi vsi teli, ki rinejo to tehnologijo. Oni se ne bi radi zaslužili. Tudi ChatGPT. Ja, se popolnoma strinjam, ampak dejstvo je, da veste, danes masa dela ekonomijo obsega. Ne? Več kot imate vi, rekel, teh odjemalcev, več kot imate naročnikov, bolj se nižajo stroški, čeprav je tehnologija dražja. In če hočete imeti nekaj posebnega, dajte, jaz ne razumem, danes, če mene vprašate, da se razkopavajo mesta, tudi Ajdovščina, zaradi tega, da se polaga optika. Halo, to je največja neumnost danes, ker toliko hitro, kot je danes naprej tehnologija prenosa podatkov po zraku, se najdejo podjetja, vključno s Telekom ali ne vem s kom, ki kopljejo in delajo kanale za optiko. Halo? Mislim, jaz kakšne stvari res ne razumem. Sej, ja, v redu, hočeš imeti optiko, ampak plače si, da ti prerijajo cesto, plače asfaltiranje nazaj in tako naprej, zato da boš imel optiko. Ampak za 99% stvari, ki jih ljudje rabijo, bo pa prenos 5G, 6G, 7 in tako naprej, ki prihaja, bo pa dovolj za vse, kar rabiš. In tisto bo pa zastojno. A ja, sva zdaj na področju politike že skoraj, ne? Ne, nismo na področju politike, ampak na področju realnosti, ko kakšne stvari dejansko, kakšne stvari je težko razumeti. Niso na področju korupcije, da se kakšne zadeve zgodijo ravno zaradi tega, ker so nekdo... Jaz se ne bi šel tukaj v tem podcastu v teorijo zarote, ker mislim, da jih je lahko ogromnih.
Jaz vem, da se nobena stvar ne zgodi slučajno. Zdaj je pa tako, ne, da če politiki, ki so na oblasti, si vzamejo del pogače zase, je to skoraj da normalno in se jim oprosti, ne? Če si pa neki podjetnik, bom rekel, zasluženim trudom nekaj ustvari ali pa naredi, je pa največji lopo in ga treba z ilami izgnati iz države in tako naprej. Ampak pustva to. Greva še nazaj vračati družbi. Se pravi, da bo vse to skupaj nekako, da bomo dojeli vse to, kar se dogaja, bo treba tudi izobraziti ljudi. In danes je to v šolstvo treba nekako malo začeti tudi še bolj začeti vlagati, ne? Ali kako je s tem? Veste, bolj kot to, kar sva zdaj rekla, je problem dejansko ne kako tehnologijo, ki prihaja, kako jo uporabiti, ampak kako se pred njo obvarovati. In tega pa nobeden ne uči. A veste, jaz sem zadnjič nekje izjavil, da za tretjo svetovno vojno ne rabimo jedrske vojne, ampak smo si sami ustvarili umetno inteligenco. Umetna inteligenca je največja grožnja človeštvu, ker se tako hitro razvija, da človeški s svojimi sposobnostmi, ki jih ima, se bo težko ubranil temu, kar bo stroj, računalnik in tako naprej lahko njemu naredil ali pa škodo. In jo ni šole, da bi jaz vedel, da bi že mlade učila, kako se obvarovati pred negativnimi učinki tehnologije. In to je velik problem. Vam povem, mladi danes se odtujujejo, nimajo več tistih največjih vrednot ali pa prednosti civilizacije, kot so čustva, kot je ljubezen, kot je dotik in tako naprej, ampak vedno bolj živijo v nekem imaginarnem svetu, nobeden jih pa ne uči, kako se tega negativnih posledic tega imaginarnega sveta obraniti. In to je problem za civilizacijo in to je zelo velika grožnja civilizacije. Izhajam iz tehničnega področja, ampak vem, da je to lahko zelo velik problem in tudi bo. Kakšna ideja, kako se obraniti? Jaz Ali upočasniti vse skupaj? Ne vem, svoje čase sem užival in sem en parkrat gledal film Človek, ki je prišel na Zemljo. To je film o seveda alienih, izvenzemeljskih bitjih, ki so videli, kam gre Zemlja v nepravo smer od trenutka, ko je začela obvladovati elektriko. Ker namreč človeštvo se je razvijalo na en določen način do pojava elektrike. Elektrika je spremenila človeštvo, ne? In pogojevala vse to, kar se zdaj dogaja. Ja. No, in on je prišel Zemljo rešiti in veste, kako jo je rešil? Tako, da je ustavil elektrone. To verjetno se ne bo zgodilo, ne? Ampak dejstvo je, da če bomo prišli tako daleč, da ne bomo več sposobni obvladovati tehnologij, ki smo jih sami ustvarili, potem imamo resen problem. Kaj bomo takrat naredili? Shutdown ali kako? Mislim, da se zna ta shutdown sam zgoditi, ker mogoče spet govorim bogokletno, ampak umetna inteligenca, strojno učenje in tako naprej se tako hitro, bom rekel, tako hitro napreduje, da bo, in to sem prepričan, prej ali slej prevzela tudi oblast nad nami in potem verjetno bojo stroji tisti, ki bojo na Zemlji lahko delali red, ne več mi. Se bo zadeva obrnila v to smer, da se bo ščistila sama, ker verjetno stroji takih, bom rekel, biti, kot je človeško, ki bo 100-krat ali pa milijonkrat manj zmogljivo, kot so oni,
jih ne bo potrebovalo. Že danes je čip velikosti buckine glavice nekaj milijonkrat bolj sposoben kot pa človeški možgani na določenih področjih, ne? Recimo matematičnih procesov in tako naprej. In zakaj bi nekdo potreboval sploh pol nekoga takega, ki nima od njega nobene koristi kot je človek, ne? Sprašujem zato, ker dejansko stroji bojo lahko ustvarili red. Ja. Zdaj ta red je treba nekako definirati, ne? Po drugi strani pa bo nasplošno problem, zato ker bomo vsi mi ljudje kot kako že nekooperativni. Ja. Včasih so temu rekli sužnji, ne? Nismo daleč od tega, veste. To, kar mi poznamo od umetne inteligence, kaj se zdaj dogaja in o vseh teh tehnoloških napredkih, je kar nekaj zamika do tistega, kar se dejansko nekje dogaja. Ali v vojaških laboratorijih, ali v kakšnih znanstvenih laboratorijih in tako naprej. To, kar mi poznamo, je že zgodovina. Že danes se dogajajo stvari, ki so verjetno strašljive, ampak jih ne poznamo. Se pravi, ni rešitev, da mi zdaj samo definiramo definicijo, naredimo en konsens glede definicije, kaj je red, in potem nekako pripeljamo stvari samo do tega, do te točke. Če bi bili vsi skupaj, tukaj pa seveda tudi politika, racionalni, ne, da bi postavili določene okvirje razvoju in tako naprej, ne, potem bi bila še možnost, da nekaj zaustavimo. Ampak danes, veste, želja po vladanju svetu, po izjemnih bogatstvih in tako naprej, pelje, bom rekel, te meje v neslutene okvire ali pa izven okvirjev, in tisti, ki bi lahko naredili red, ga ne bodo naredili zaradi lastnih interesov, nažalost. Ja, so nekooperativni. Tako. Nekooperativni. Tako je. Ja, ampak moramo biti optimisti, ker Kako smo lahko brez optimisti? optimizma ne gre. Ja, lejte. oziroma mislim, kako spraviti mogoče kooperativnosti vse te naše, na nek način, tiste, ki bi dejansko lahko kaj naredili. Mislim, da imajo preveliko moč, da bi lahko na njo vplivali. Saj sami vidite, kako se danes pelje ta svet. Sej, zato pa je težko biti optimist. Je težko biti optimist. Nisem res optimist, ampak ne smemo pa zgubiti volje. No? Strinjam se. A lahko ta intervju zapeljamo, ko bolj pozitivno No, ja, do konca? lejte, dejstvo je, da človek je vsaj zaenkrat najvišja, bom rekel, kulminacija narave ali pa razvoja narave, in da narava ima tudi svoje zakonitosti. Ne? Se pravi, ko bomo pretiravali, bo narava rešila situacijo. Jaz mislim, da imamo tudi to možnost lahko na mizi. Ok, pustimo, torej, Pustimo čas v čas. pustimo čas v čas. Najlepša hvala za ta pogovor.